Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. En lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste se nam pridružili na 7. konferenco o kreativnosti Srečni v službi. Dobrodošli tudi v imenu Pozitivne psihologije. Dobrodošli v imenu mene, Nastje Mulej in Blanke Tacer. Ta konferenca o kreativnosti je namenjena vsem nam, zaposlenim, podjetnikom, vodjem, kadrovikom, staršem, učiteljem. Namenjena je razmisleku o odnosu do dela in našem razvoju skozi različna življenjska obdobja. Včasih je veljala stroga razmejitev med delom in zasebnim življenjem, pa nas je epidemija opozorila na to, da je pravzaprav človek celostno bitje in je ločevanje na zasebno in poslovno velikokrat zelo umetno, če na to pogledamo z vidika psiholoških potreb. Včasih je veljalo, da se možgani razvijajo nekje do zgodnjih 20 let in potem počasi začno postopno usihati. Pa je nova tehnologija pokazala, da so naši možgani zelo plastični velik del življenja in da postanejo bolj okorni preprosto zato, ker se nehamo učiti. Ta konferenca, ki jo tokrat praznujemo, je 7. po vrsti. Je pa nekaj posebnega zato, ker smo jo tokrat prvič združili s Svetovnim tednom kreativnosti in inovativnosti. Ne vem, če ste sploh vedeli, to je dogodek, ki so ga začeli organizirati že leta 2001. Marci Segal, Kanačanka, je dala prva pobudo za to, da bi sprožila slavljenje, proslavljanje človeške kreativnosti in inovativnosti. Dan, ki so ga izbrali za prvi dan konference, prvi dan svetovnega tedna, pa je 15. april. A veste zakaj? 569 let je tega, kar se je na ta dan rodil Leonardo da Vinci. Tako je, 1452 tega leta se je rodil Leonardo da Vinci in 2021 mi praznujemo tudi v Sloveniji Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti. In mi praznujemo na način, da sva želeli z Nastjo in celotno ekipo Pozitivna psihologija za boljše življenje vsem omogočiti brezplačna, kakovostna predavanja, s katero bi okrepili svojo razvojno miselnost. In to nam je uspelo zaradi tega, ker so predavanja podprli podporniki. To pa so Epilog, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result, AMZS, Lek, Novartis, Salos in pa Geni Sonce. Hvala vsem in vsakemu posebej. Jaz bi se pa iz srca zahvalila tudi našim medijskim partnerjem, kajti z njihovo pomočjo je šla beseda o 7. konferenci o kreativnosti, Srečni v službi v 9. in 10. in 11. vas. Tako da najlepša hvala časniku Delo, najlepša hvala
spletnemu dnevniku Media Marketing in iskrena hvala podjetniku na podjetnik.net. In tudi vi lahko pomagate širiti pozitivo, s tem, da se zahvalite za brezplačne vsebine na način, da po svojih močeh donirate 2 dobrodelnima organizacijama, ki smo ju tokrat izbrali. To pa so Ekologi brez meja in Pravna mreža za varstvo demokracije. V komentarjih boste našli tudi podatke, na kakšen način lahko opravite nakazilo na preprost način na njihov tekoči TRR. Tako da res srečno poslovanje lahko poteka, če imamo čisto naravo in zdravo družbo. Ker nas pa marsikdo sprašuje tudi za potrdilo za te dogodke, pa moram povedati, da spremljajte objave, ki so v komentarjih na Facebooku in na YouTubeu, medtem ko gledate to predavanje. Tam se vam bo pojavila spletna povezava. Kliknite na njo, pravilno izpolnite zahtevane podatke in v roku največ 5 dni bo prišlo potrdilo na vaš e-naslov. Zdaj pa gremo k temi. Namenoma je prva tema psihološke varnosti. Kajti, kako bomo kreativni, če se v sebi ne počutimo varno in če imamo dejansko občutek, da so lahko naše ideje tiste, ki prispevajo k nečemu boljšemu. Z nami bo Andrej Juričko, ki se tudi pri svojem delu kot psiholog, ki kadrovsko svetuje mnogim podjetjem, praktično vsak trenutek srečuje z psihološko varnostjo in vzpostavljanjem zaupanja. Zato je ravno on nekako prava oseba, da nam predstavi to temo, ki pa ni tema samo za služben čas, temveč za naš zasebni čas ravno tako. Kajti, kako ustvarjamo psihološko varnost v naši družini? Kako jo ustvarjamo v učilnici, če smo učitelji, in nenazadnje, kako v podjetju, če smo vodja oziroma če smo zaposleni, na kakšen način in v katerih okoliščinah se počutim dovolj varno, da lahko prispevam po svojih najboljših močeh. Hotela sem reči, da so to vprašanje, na katere nam bo Andrej odgovoril s svojim predavanjem. Če boste pa vmes naleteli na neko dilemo, vprašanje, imeli kak komentar, za katerega boste imeli občutek, da pravzaprav še niste dobili odgovora, to tudi zapišite v komentar pod posnetke na Facebooku ali YouTubeu, odvisno, kje poslušate. Mi bomo te vaše komentarje in vprašanja zbrali in potem, takoj po zaključku našega predavanja, to bo približno okrog 3, Andreja tudi povabili k temu, da nam odgovori nanje. Želim vam ugoden sprejem in se srečamo zopet po Andrejevem predavanju. Pozdravljene pozitivke in pozitivci in dobrodošli na predavanje o psihološki varnosti. Danes se pogovarjamo o eni temi, ki ima kratko zgodovino v stroki, dolgo pa v praksi, in sicer psihološka varnost. Pa bomo začeli z vživljanjem v eno situacijo z vašega življenja, pa vas bi prosil naslednje. Dajte si predstavljati kakšno situacijo, kakšne neuresničene cilje, zaobljube, hrepenenja, želje, ki jih niste uspeli še realizirati. Pomislite na kaj takega. In zdaj poiščite, kaj so tisti razlogi, zakaj vam to ni uspelo. Torej, kaj je bilo tisto, kar vas je pri tem oviralo? Kaj vam je preprečevalo, da dosežete potencial, da realizirate cilje, ki so vam zelo pomembni? Koliko teh vzrokov, razlogov, lahko pripišete objektivnim okoliščinam, zunanjim situacijam, recimo pomanjkanje sredstev, ni priložnosti, druge prioritete, družina in tako naprej. Koliki del situacij, razlogov, pa lahko pripišete morda psihološkim dejavnikom, notranjim dejavnikom.
recimo strah, občutki nesigurnosti, prepričanje, da ne bo šlo, ali pa to, da če poskusim, me bo kdo obsojal, ne bo sprejemal, ali pa vam ne bo pomagal. Kje najdete zdaj težišče teh ovir? Na prvi ali na drugi strani? Če najdete precej na drugi strani, pomeni, da imamo precej opravka z psihološko varnostjo. In razmislite, kaj bi bilo drugače, če bi bilo podpore več, spodbude več, če bi se dalo iz okolice dobiti nekoliko več podpore pri vašem potencialu. Kaj bi se spremenilo za vas osebno? Kaj bi se spremenilo mogoče za ljudi okoli vas, če bi na splošno okolica delovala bolj podporno, bolj varno? Vas bi bolj spodbujala in ljudi okoli vas pri tem, da greste za svojimi sanjami, z željami, cilji in tako naprej. No in ravno to je tisto, o čemer bomo se danes pogovarjali. Torej, kaj se da narediti na tem področju psihološke varnosti, da nam bo vsem lažje, ko govorimo o zasledovanju nekih ciljev, potencialov in želj. Z vami bom pa Andrej Juričko, sem psiholog, ekonomist, svetovalec za področje kadrov in hkrati nekdo, ki se že na osebnem nivoju, pa tudi v organizacijah, ukvarja z večjimi pa manjšimi spremembami. Torej, mogoče najprej, kaj sploh je ta psihološka varnost? Psihološka varnost pomeni, da se počutimo v redu v tem, kar smo, da smo lahko to, kar smo, ne da nas bi skrbelo za tiste posledice, ki pridejo. Torej, da nas ne skrbi, da nas bo nekdo obsojal, da bo nekdo, gledal izpod čela, če počnemo neke zadeve. Ali pa da ne čutimo tisto implicitno nasprotovanje določenim dejanjem. Torej, psihološka varnost nam omogoča, da smo takšni, kot smo. Zdaj, če tega občutka nimamo, brez občutka notranje varnosti, zelo težko realiziramo svoje potenciale. Težko je doseči tisto najboljše, kar se da. Zakaj? Zato, ker sam proces razvoja, sprememb, osebne rasti je vedno povezan z čustvi, ki niso najbolj prijetna, so težka. Povezan je z bolečino in ta bolečina sicer ni fizična, ampak vseeno psihična. Soočamo se s strahom, negotovostjo, prepričanjem, da ne bo šlo, z dvomi. In če nimamo pri tem okolja, ki nas podpira, ki je varno, se lahko v večji meri zgodi, da obupamo, da nehamo, rečemo, to ni za mene. Ko ga pa imamo, je pa možno marsikaj. Zdaj, od kje je varnost? Ja, najlažje je, če smo že prišli v tistem obdobju otroštva z aparatom, ki nam je dal neko moč, ki nas je podpiral, ki nam je dal tisto gotovost, zaupanje, vse bo v redu. Torej, družina je tista, ki nam da primarno varnost. Pogosto pa to varnost iščemo tudi od drugih avtoritet v življenju. Recimo, vodje so na primer tak primer, učitelji, mentorji, predsedniki društev, če govorimo v teh skupinah. Vedno so določeni ljudje, tisti, ki imajo vpliv, pomembni za nas, krojijo naše življenje in nam pomagajo ali nas pa mogoče kje blokirajo. Nam ne omogočajo, da pridemo do tja, kamor bi lahko prišli. Zdaj pa sama psihološka varnost. Kako jo sestavljamo? Kaj to pomeni? Meni je všeč ta delitev, da gre vse skupaj po enih stopničkah in sicer po 4 stopničkah. V kjerikoli skupini ste, ključen je ta prvi korak. Jaz pripadam. Sem del skupine, moja identiteta spada tja in člani skupine me sprejemajo. Počutim se udobno, da sem del te ekipe. To se nam zdi precej samoumevno oziroma se razvija čez določen čas. Ampak je pa verjetno kar precej velik del ljudi, sploh kakšni predstavniki manjšin, tisti, ki niso del mainstreama, tiste osrednje skupnosti, ki imajo pa s tem občutkom pripadam precej težav. Že tule lahko pogosto zablokirajo in ne gre naprej. To je prva faza, torej pripadam. Druga faza je učim se. Torej, učim se pomeni, da lahko sprašujem, lahko preverjam, ali sem na pravi poti ali ne. Lahko delam napake in nekdo bo mi pri tem pomagal. Dovolim si biti ranljiv. Dovolim si biti ranljiv in vse je v redu, če sem. Torej, učim se. Tretja točka, ki je že težja, je prispevam. Sem oseba, ki v skupino nekaj daje. Sem aktivno vključen v to, da skupina funkcionira, dajem svoj doprinos
želim biti pri delu že avtonomen. Torej, želim imeti neko kontrolo nad tem, kaj počnem. In ta faza že pogosto trči z vodji, ki želijo imeti kontrolo sami, torej z mikromenedžerji. Ali pa recimo, če si predstavljate, ne vem, gasilsko društvo, načrtujete veliko zabavo, veselico in vi ste zadolženi za to, da bo vse v redu. Pa imate pa predsednika društva, ki reče, ja, vsak korak vam bo napisal, ne, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu. A se počutite tam kot nekdo, ki lahko prispeva? Ali ste samo nekdo, ki mora delati po navodilih? Določene organizacije več te varnosti za točko prispevam ne dajejo. Četrta faza je pa spreminjam. Ta je pa še težja. Ta faza pa pomeni, da sem jaz tisti, ki lahko ruši tudi mogoče določen red v skupini. Sem oseba, ki na nek način spreminja status quo. Reče, to ni v redu. To bi lahko drugače. To smo delali zdaj 20 let. Dajmo čist na glavo obrniti. Sem nekdo, ki vnaša noter kreativnost, inovacije. In za to četrto fazo rabimo imeti pa še večji občutek varnosti. Najprej moramo biti res prijeti, del skupine. Potem, ko smo po del skupine, pa ko dajemo neko aktivno vlogo, pa moramo dobiti na nek način dovoljenje, ali si ga pa vzeti. Zdaj pa lahko jaz v tej skupini tudi naredim neko čist drugo zgodbo. Da si dovolimo biti torej nekonformisti, čeprav je včasih težko, in inovativni. No in to je ta četrta faza, spreminjam. Zdaj v idealnem svetu gremo v nekem okolju čez vse 4 stopnje. V realnem pa pomislite sami, do kje gre, kje imate pa mogoče pol tisto točko, ko rečejo, ja, žal, glej, tu pa so ti malo krila zrasla, to ne moreš, in dobimo nek plato. Predvsem mladi na drugi strani želijo iti hitro po teh točkah. Starejši ponavadi raje malo bolj ziheraško napredujejo korak za korakom. Torej 4 faze, ki pomenijo potem različne stopnje psihološke varnosti. Čez ta proces lahko gremo v kjerikoli skupini. Ni potrebno, da je to delovno okolje. Lahko je to tudi proces odraščanja, članitve v društvo, selitve v nov kraj. Razmislite malo, ko dobite nove sosede, kakšno na začetku. Trudijo se biti prijazni, ugajajo, so sprijeti, želijo biti sprijeti v okolici, kjer so. Čez čas postanejo bolj aktivni, mogoče bolj želijo okolico prilagajati sebi. In to je naraven proces. In čez ta proces gremo v marsikateri vlogi v življenju. Ta psihološka varnost je pomembna predvsem pri tistih aktivnosti, ker imamo ljudi okoli sebe, ki ne potekajo izolirano. O psihološki varnosti se manj pogovarjamo takrat, ko govorimo, ali lahko jaz zdaj skočim s padalom ali ne. Seveda rabim pogum. Rabim razčistiti čustva, ki jih imam. Ampak bolj ključno je to, ko se dogajajo procesi z drugimi. In v okoljih, ker je veliko proaktivnosti potrebne, sodelovanja, nenehnega prilagajanja, dobi ta psihološka varnost še večjo težo, še bolj pomemben predznak. Zdaj, a lahko danes organizacija živi brez da poskrbi za psihološko varnost? A lahko eno sodobno podjetje, lahko tudi organizacija z javnega sektorja, zanemari, to, da ljudje prispevajo ali pa da ljudje spreminjajo stvari? Vprašanje. Pravijo, da ljudje, ki delajo v organizacijah, kjer je poskrbljeno za psihološko varnost, ali pa so člani organizacij, skupin, kjer je poskrbljeno, delujejo bolj zadovoljni, bolj proaktivni, bolj inovativni, manj odhajajo od drugam, ker jim je tu všeč, pa na koncu daje tisti inovativen presežek, tisti inovativen potencial. Zdaj, kaj se dogaja ponavadi v okoljih, kjer imamo več ljudi? Določen del ljudi je vedno tisti priden, ubogljiv. Tudi na pozitivni psihologiji je bilo že precej predavanj na to temo, pridni, ubogljivi in tako naprej. Po mojih izkušnjah, kaj se dogaja? Podjetja, organizacije, delovne organizacije hitro prezrejo tiste samo pridne pa ubogljive. Ne vidijo tiste neke dodane vrednosti, ne vidijo presežka, ne vidijo ambicij, ne vidijo, da se nekaj da, da oseba nekaj hoče. In ker tega ne vidijo, lahko potem v karieri ljudje ostajajo zadaj. Kljub dobrim namenom, ampak enostavno ne delujejo dovolj prodorni. Zato je včasih fajn, malo je ven s to neudobja iti, pa
pomiga tudi kje, ker nam ni najbolj domače. Meni je ostala v spominu tudi iz službe ena punca z velikim potencialom, ki smo jo zaposlili in je šla tudi na dosti tako izpostavljeno delovno mesto. In tam je potem ostala kar nekaj let. Nikamor se ni premaknilo. Ko smo se pogovarjali o njej, so rekli, ja, vse je v redu. To je to. Ostali smo pri tem, je v redu. Potem se pa v eni točki zamenjal vodja na tem področju. Prišla je druga oseba. In potem v zelo kratkem času je ta ista punca, enake osebnosti, kot je bila prej, kar naenkrat svetela, se pravi, je kar šlo, kar dalo se je, vodja jo je podpirala, ona je začutila, da lahko. In naredila velik premik v kratkem času. Kaj je bilo drugače? Oseba je še vedno ista. Ja. Ampak spremenil se je pa odnos, spremenila se je situacija in predvsem zavedanje, da se nekaj da. In dobri mentori so tu ključnega pomena. Mentorji, ki so sposobni najti nekaj več pri ljudeh, prepoznati pravi potencial in ga dvigniti na višji nivo, imajo ključno vlogo v vsaki uspešni skupini. Zdaj, pri varnosti lahko govorimo vedno o dveh dejavnikih. Nekaj lahko naredimo sami, nekaj pa nam morajo pomagati drugi. In v osnovi je meni zanimivo to stališče, ta teza. Če želim dati varnost drugim, jo moram imeti najprej sam. Razmislite, recimo, imate otroka, ki joka, skoraj ga je povozil avto, cel je prestrašen, vi pridete k njemu tudi celi prestrašeni, celi zakrčeni, joj, kaj je, in ga hočete potolažiti. Ta isti otrok ne bo dobro reagiral, če bomo mi v paniki. Torej, pri nas rabi najprej začutiti tisto gotovost, občutek, da je vse v redu. Šele potem se bo lahko odzval na starša intuitivno in potem tudi dobil tisto tolažbo, ki jo išče. Prej sem že omenil, tudi v drugih okoljih je podobno. Torej, ko želimo premagovati stvari, ko želimo iti čez blokade, rabimo imeti tudi en proces zorjenja, opravka s čustvi in pogosto so ta čustva zelo neprijetna, težka. In ko smo v situaciji, ko želimo iti naprej, pa hkrati nekako nas stvari še vedno blokirajo, bremzajo, se lahko čutimo na miselni in telesni ravni malo out, malo preplavljeni. Se nam zdi, da ne bo šlo, ne da se narediti. Imamo prepričanje, da nisem dosti dober za kaj takega. Ali pa več časa nam pojavljajo misli, joj, ne in tako naprej. Torej, na kognitivni, na miselni ravni se veliko dogaja, ko želimo dobiti tisto varnost, ki jo rabimo za aktivnost. Hkrati pa se dogaja marsikaj tudi na telesni ravni. Dogaja se, srčnemu utripu, potenju in tako naprej. Glas je drugačen. Skratka, na obeh ravneh se dogaja in na obeh ravneh lahko nekaj delamo. Lahko nekaj naredimo, da je ta občutek varnosti boljši, drugačen. Zdaj najprej mogoče ta miselna raven. Kaj se da na tej miselni ravni narediti? Tu govorimo predvsej o prepričanjih. Torej, tisto, kar verjamemo, da je primerno za svet. Tisto, po čemer se tudi zgledujemo, odločamo, reagiramo v praktičnem življenju. Recimo, vzemimo eno tako prepričanje zdaj. Naprimer, prepričanje, ne smem pokazati šibkosti. Šibkost ni okej. Če jo pokažem, se bo zgodilo nekaj narobe, ne bo v redu. In zdaj si predstavljate, recimo, da greste, na šov talentov s tem prepričanjem. Kako bo to vplivalo na vas? Kje se bo poznalo? Predvsem, takoj, ko boste začutili določen stres, občutek, da ne gre, bo verjetno to prepričanje samo po sebi postalo še močnejše. Če bom šibek, ne bo v redu. Ne bo v redu, moram se umiriti. Potem, ko začutite tisto, moram se umiriti, pa ste hkrati napeti, postanete še bolj napeti, še bolj zaskrbljeni, še bolj pod stresom. Potem, ker imate občutek, šibkost ni v redu, ta prepričanje je pri vas pomembno, ne boste nekoga prosili za pomoč. Ne, to moram sam rešiti. Skratka, sama priprava bo bistveno težja. Če pa se zgodi recimo kakšna napaka, kar je čisto normalno za prvič na nekem šovu talentov, pa verjetno tisto popravljanje te napake trajalo dlje časa. Imeli boste občutek, da se vam je svet mogoče porušil. In ta prepričanja na ta način so lahko velika ovira
takrat, ko želimo mi rasti pa iti naprej. Zdaj, kaj se pa s prepričanji da narediti? Marsikaj. Lahko jih konfrontiramo, rečemo, ok, bil sem že šibek, pa je šlo. Lahko recimo gledamo torej te pretekle izkušnje. Zanimivo se je vprašati, kaj je pa najhujše, kar se mi lahko zgodi? In ko se to zgodi, če se zgodi, a lahko to preživim? A bo šlo tudi s tem? Če lahko preživim najhujši scenarij, bom tudi vse ostale vmes. Najhujši scenarij se praktično nikoli ne zgodi v takšnih zgodbah. Včasih se je fajn vprašati, kaj pa močnejše od stališč, od tega prepričanja? Kaj jaz želim ustvariti v svetu? A me lahko ti motivi, ali pa kaj sem, a lahko moja identiteta pomaga, da se prepričanje zarahlja? In to je pol tisti izvor rasti, moči, ki jo rabimo, ko želimo iti naprej. Torej, na miselni ravni je možno marsikaj. Marsikaj se dogaja na telesni ravni. Vsi pravijo, dihaj, ne, ko si pod stresom, ja, to bo zdaj to. Dihanje je važno, ker ko ga enkrat zapremo, ne, potem naraste ta količina napetosti, anksioznosti znotraj. Veliko se govori danes o čuječnosti. In tisti, ki ste že vešči meditaciji in tako naprej, večkrat poudarjajo, ne, da če si sposoben enkrat vzeti misli, čustva, ki prihajajo, stanja, ki prihajajo, kot stanja, čustva, ne pa kot navodilo, kaj počni, da imaš do njih neoseben odnos, potem zgubijo svojo moč. In če ste sposobni tudi v določeni točki reči, to čutim, v redu, ampak jaz hočem pa zdaj predvsem se fokusirati na dih, potem sčasoma, ne, če ponavljate ta princip, lahko del napetosti izgine. Pri dihu, ne, recimo, je zelo pomembno tudi, če že hočemo nekaj manipulirati z dihom, da manipuliramo izdih. Torej, da ni tisti dih globok, pa ne vem kaj, ker takrat ste itak napeti, ampak takrat, ko spuščate stvari, da gre to počasi ven z vas. In takrat vas to razbremeni. Spomnim se recimo iz masaž, ne, takrat, ko bo nekdo pritisnil na določen živec, bo rekel, ok, zdaj pa izdihuj. Zakaj? Zato, ker je manj napeto, manj zakrčeno, mišica se sprosti. Pomembno je tudi to, kje ste v prostoru, ne? Ta neki grounding, ne vem točno, prizemljitev, recimo, da čutite sebe v prostoru, da čutite, da imate stik z zemljo, slišite neke zvoke in da niste spet v tisti miselni solati, ampak ste tu in zdaj. Nekaterim zelo pomaga vizualizacija ali pa mogoče ponavljanje določenih afirmacij, manter. V srednji šoli, ne, ko sem imel svojo prvo gledališko igro in sem bil v glavni vlogi, pa smo imeli kar v gledališču to uprizoritev. Za mene je bilo to prvič in tako dosti stresno in se spomnim, da tistih 5-10 minut preden sem prišel na oder, sem imel takrat neko mantro in sem se jo ponavljal. In vedno, ko je pač neka ta solata hotela nastati pa prevzeti nadzor, sem pač enostavno se osredotočil na tisto svojo mantro in je šlo, ne. Skratka, je bilo bistveno lažje iti naprej. Tako da ja, veliko se da narediti. Še bolj zanimivo pa je, če lahko dobimo psihološko varnost tudi od drugih. Zdaj, ljudje nismo izolirana bitja. Ljudje smo socialna bitja. In instinktivno poiščemo pomoč pri drugih, ko začutimo, da jo rabimo. Zdaj pa kaj se pa drugi, kako se drugi odzovejo, kaj naredijo? No, to pa je pomembno. Zelo pomembno pa je, ali sploh prepoznajo, da pomoč rabim. A si upamo vprašati, reči, oprosti, jaz sem trenutno zdaj res v slabem razpoloženju, zelo bi mi pomagalo, če dobim to pa to od tebe. V družini ja, v partnerskih odnosih morda tudi ja, kaj pa v službi? A nam gre to v delovnem okolju? A so čustva tam sploh na mesto, da se o njih govori, da se jih uporablja, da se nekaj dela z njimi? Če pa naredimo daj in se ljudje odzovejo nazaj, tako kot se, ponavadi se odzovejo, ko želimo pomoč, jo tudi dajo, ne, jo nudijo po najboljših močeh. Takrat ostaja za nas nek dober občutek, olajševalna okoliščina, šlo je. Ena moja situacija je bila takšna, no, in se res živo spomnim, ko sem bil na enem treningu na Švedskem. 150 ljudi je bilo in najprej sem opazil, da sem tam edini Slovenec. Bil sem tudi malo starejši od drugih in
imel sem občutek, da se vsi med sabo poznajo. Vsi so prijatelji, trening je bil večdneven in seveda meni je bilo tudi pomembno, da sem tam del skupine, da pripadam, ne, v tisto skupino, kamor sem šel. In ja, med odmori je tisti pogovor, pa začnemo, pa where are you from, pa tako naprej, pa jaz povem. Potem pa človek gre naprej, jaz mislim, ok, bomo s kom drugim kaj se zapletli. In ni. Ljudje so imeli tam precej družbe, prvi dan je bil, mogoče tudi so bili tisti, ki niso imeli manj sproščeni in tako naprej, skratka, nikamor nismo prišli prvi dan. In mi je že bilo malo, a zdaj bo tako tole, ne? Zdaj 3 dni bo na ta način to potekalo, ne taki površinski ravni sam. In potem se spomnim pa drugega dneva, smo imeli pa eno tehniko, ker nas je bilo 12 v krogu. In isto je bilo sam tak, ne, imel si eno palčko, nekaj si povedal in dal palčko naprej. In prvi krog mine, take majhne floskole, vljudnostne, ne, o sebi poveš, vsak je povedal nekaj, tako bomo rekel, nepomembnega. In pride drugi krog na vrsto. Takrat si rečem, ok, ne, bom zdaj povedal, kaj pa res rabim, ne, ker je bilo, dajte še povedati kaj več o sebi, ne. In sem rekel, meni bi pa zdaj, čutim, da pogrešam neko dobro komunikacijo, dober pogovor, nek tist stik pravi, ne, z ljudmi. Tako me pogledajo, ne, ker je bilo vseeno malo drugače. Potem vzame palčko on zraven mene, vzame v roke, pa reče, no, tudi povedal nekaj o sebi, jaz se popolnoma poistovetim s tem, kar je povedal Andrej pred mano. Rekel, želim pa še to povedati, da sem zdravljen odvisnik od trdih drog in da zdaj sestavljam življenje nazaj. Potem vsi spet njega pogledajo, ne. Skratka, po tej točki, ko smo prebili tisti let, ko smo šli čez tisti Rubikon, ni bilo več na tem treningu nič enako kot prej. Drugače je potekalo, ne. Šli smo čez tisto kritično blokado. V osnovi pa ta varnost poteka tako, da jo iščemo od ljudi, ki jim zaupamo. Ne? In brez zaupanja na nek način tiste varnosti ni. Zato, ker nismo dovolj suvereni, da bo ta oseba dala to od sebe, kar rabimo, da da. Tako da evo, zdaj bomo šli tudi na drugo sliko. In temelj psihološke varnosti je ravno zaupanje, torej v katerikoli skupini se nahajate. Zaupanje pa ni samo črno, belo, ni. Zaupanje je proces. In ko govorimo o procesu, pomeni, da se ga da razvijati. Z njim se da nekaj narediti. Določena dejanja, vedenja, ki jih delamo, polnijo ta bazen zaupanja, drugega pa praznijo. Ne? Skratka, lahko delamo prave stvari, lahko pa ne. In zdaj si bomo pogledali ravno eno enačbo, tole gore imate tudi pred sabo, enačbo zaupanja. Pa bomo šli malo računati. Zberite si en odnos z osebo, ki se vam zdi mogoče zanimiv za premislek, pa ocenite majčkino, kjer vidik boste uporabili. Ali boste šli, recimo, če je ta moj v odnosu, ne vem, Peter, ne, ali bom gledal, kaj jaz dajem zaupanje, koliko zaupanja dajem jaz sam v ta odnos s Petrom, ali bom gledal, koga dobim od Petra. Zberite si, v bistvu nima veze, katero stališče si zberete. Potem pa v vsaki dimenziji, ki jo bomo spoznali, podelite 3 točke, od 0 do 3. Torej, če je 3, date, ker je to bilo, ta dimenzija je super, če je 0, pomeni ne štima, ni v redu. Ne? In sicer bomo pogledali te 3 dimenzije, pa še eno 4. V prvi točki razmislite, recimo, če je zdaj Peter, pa jaz Petra presojam, koliko je Peter kredibilen. Koliko lahko jaz Petru verjamem, da to, kar pove, da je res. Koliko mu lahko zaupam informacijam. Koliko je Peter tudi iskren do mene. Koliko prizna, če česa ne zna, koliko reče, glej, sorry, to pa ne morem in tako naprej. Se pravi dimenzija kredibilnosti in iskrenosti. In ja, 0, 1, 2, 3 točke podelite tistemu, ki ste se ga zbrali vi osebno. Druga dimenzija je zanesljivost. To je pomembno, kaj Peter naredi. A Peter izpolni dogovore. Recimo, če se dogovoriva, ne vem, gremo na pivo, ne? A Peter pride, ali se vedno zmišljuje nekaj izgovore in tako naprej.
Ali Peter naredi, recimo, če je to sodelavec, a naredi tisto, kar sva dogovorjena. Ta zanesljivost je pomembna. Ali se drži obljub, naredi temeljito stvari, ali pa ne. Torej, od 0 do 3, kako se vam zdi, da je ta vaša oseba na drugi strani zanesljiva? Tretja dimenzija, ki je tudi pomembna, je povezanost. Ali Peter, pa jaz imava nek občutek, ne vem, bližine, da si lahko, ne vem, da imava neko osebno zgodovino, da si kaj podeliva, kar ni samo, ne vem, na površinski ravni. A se Peter zna odzvati takrat, ko povem kaj osebnega? Torej ta povezanost, mogoče kot tretja dimenzija, spet od 0 do 3. Koliko ste si blizu s to osebo, ki jo imate v odnosu? In četrta, ta je pa v ulomku, ne? Prve 3 se seštevajo, potem pa se deli za četrto. Je pa osredotočenost nase. Koliko je zdaj, recimo, Peter osredotočen na mene, na moj svet, na moja vprašanja, na moja pojasnila, koliko izvira iz mene, koliko pa je ta svet njegov. Koliko, recimo, ko nekaj vpraša, že razmišlja, kaj bo odgovoril, ali pa kaj bo mi dal zdaj na svet. Me ne posluša aktivno. Koliko, recimo, mi pusti besede takrat, ko se pogovarjamo o kakšnih, ne vem, službenih zadevah, nima veze. Se pravi, koliko je Peter osredotočen nase, koliko je na nek način egocentričen, koliko pa na mene, kot tistega, ki recimo rabi v določeni situaciji neko podporo. Evo, imamo spet od 0 do 3, oziroma tu je fajn, če date od 1 do 3, ne, da ne delite z 0. In bolj kot je nekdo osredotočen nase, več točk dobi. Ne, v tem smislu zdaj točkujete. Zdaj vam pa je samo ostalo, da seštejete prve 3 skupaj in delite s četrto. In odkrijete, kje ste. In tam, ko so točke najnižje, ne, tam se da tudi največ narediti. Tam pomeni, da še je precej prostora v tem odnosu. Mogoče v tej četrti dimenziji pa je najbolj ključno, kaj delate. Ker če je neka oseba ves čas fokusirana samo na sebe, ne na drugo osebo, na sogovornika, potem bo srkala energijo, ne bo je dajala v odnos. In na koncu se bo to poznalo, da zaupanje pada. Ne? In ta egocentričnost, osredotočenost nase je izredno pomembna v tej zgodbi pri zaupanju. Mogoče povezavi z temo zaupanja je zelo zanimiva tudi tema, ki je aktualna danes. Pandemija, delo na daljavo in tako naprej. Kaj pandemiji je uspelo? Razgalila je odnose, ki so v kolektivih, v skupinah in tako naprej. In če so bili ti odnosi trdni že prej, bojo tudi mogoče zdaj preživeli takšno preizkušnjo. Če pa je že prej nekaj ni štimalo, ni bilo v redu, ni bilo komunikacije, ni bilo zaupanja, ni bilo tiste prave komunikacije, iskrene izmenjave in tako naprej, je pa majhna verjetnost, ko delamo na daljavo, ko se ne vidimo, ko smo še bolj fizično oddaljeni, da bodo stvari šle v pravo smer. Hkrati, ogromno osebnih stisk je pandemija prinesla. Eno so bolezni, drugo je šolanje otrok doma in tako naprej. In pri osebnih stiskah smo pa spet pri vprašanju psihološke varnosti. Ali dobimo tisto podporo, gotovost, suverenost, ki jo rabimo tudi od delovnega okolja, od vodij dobivati, če hočemo dobro funkcionirati. In tudi na delavnicah, ki smo jih imeli in tako naprej, se vidi, da vodje, ki imajo empatijo, ki imajo fleksibilnost, so pokazali bistveno več, so dobili njihovi sodelavci bistveno več od njih. Pri vodjih, kjer pa to šepa, je pa šlo marsikaj narobe. Tako da pandemija je pokazala situacijo takšna, kot je, in zelo težko je na 1, 2, 3 stvari popraviti. Zdaj pomembno je tudi to razumeti. Mi vsi nastopamo v različnih vlogah. Smo starši, partnerji, sodelavci, sosedje in tako naprej. In v različnih vlogah lahko tudi prispevamo nekaj nazaj. Torej, ta psihološka varnost je nekaj, kar lahko tudi dajemo. S svojimi dejanji torej prispevamo k psihološki varnosti. Zdaj pa je pomembno še nekaj. Zaupanje gradi odnos. Komunikacija ga pa vzdržuje. In brez tiste dobre komunikacije odnos ne živi, ne preživi dolgoročno. In dost društev, organizacij,
mogoče tudi družin, ima težave z iskreno komunikacijo. Dostikrat smo raje prijazni, vljudni, kot da povemo tisto, kar nas moti, kar bi bilo resnično treba nasloviti. Za ceno tega, da imamo mir, se izogibamo tem, ki jih je potrebno odpirati. Tako da se mi zdi, da v družbi na splošno zdaj je ena debata, kaj lahko povemo, kaj ne, kaj je primerno, kaj ni. Kaj pustiti na miru, o čem pa govoriti. Moje razmišljanje je, da ni to pomembno. Pomembno je govoriti o vseh stvarih, ki zaslužijo pozornost, ki so pereče, ki sprožajo različne odzive. Ampak pomembno je, kako to govorimo. Ne kaj. Vse je možno. Kako? No, to pa je tisto, kar šteje. Način, na katerega stvari govorimo. In včasih mešamo to, da se o nečem pogovarjamo, s tem, da se lahko bolj pogovarjamo tudi na žaljiv, nespoštljiv način. Ko se pogovarjamo o težkih temah, takrat moramo biti še bolj empatični, še bolj sočutni, še več fokusa moramo dati na to, na kakšen način se sporočilo posreduje naprej. Evo, nova slika pred nami. Pomemben element, torej, kot smo že prej naslovili, je tudi to, da se lahko učim, da napredujem, da delam vmes tudi kakšne napake. In ko želimo nekomu pomagati pri napredku, kaj velikokrat naredimo? Pokažemo mu tiste zglede, vzore, ljudi, ki so že uspeli, ki mi je šlo, ki so super, wow. Jaz bom tule postavil eno tako malo kontradiktorno tezo. Da lahko včasih bolj motivirajo zgodbe o neuspehu, kot zgodbe o uspehu. Dajmo tako pogledati. Imamo eno tekaško društvo, noter imamo 10 tekačev. In eden med njimi res izstopa. Tja je prišel že dobro pripravljen, vsi trenirate recimo za ljubljanski maraton. Ne? In eden napreduje strašno hitro, vsi ostali pa se nekaj mučijo, pa ne gre in ni tisti napredek, kot bi si želeli. Eni bi že obupali in tako naprej. Potem pa pride spet ta najboljši tekač pa reče, kaki čas imel je, spet mi je uspelo, še hitreje sem šel, glej, super se počutim. A najboljši v tem primeru res motivira. Ali daje tistim, ki se, soočajo s težavami, z oviram, a jim daje moč? Ali si rečejo, on lahko, jaz ne morem. To je njegov svet, to nisem jaz. Pomembno je, da se ne govori samo o uspehih, ampak da se govori tudi o neuspehih, o padcih in o pobiranih po padcih. Torej, ključni izgledi niso tisti, ki se nam zdi, da imajo vse v zibelko položeno. Najboljši izgledi so tisti, ki so se morali iskreno truditi, iti čez znoj in kri, da so nekaj naredili od sebe. In potem ne izpostaviti samo končnega rezultata, nekje sem, kjer si želim biti. Izpostaviti naj proces. Koliko je bilo težko, hudo, koliko so se morali odreči določenim stvarem, koliko so morali najti moči, da so vztrajali. To je tisto, kar potem na koncu motivira, kar prepriča, tudi jaz bom lahko. Kaj se nam pa dogaja, ne? Ko se zgodi napaka, velikokrat razmislimo, pa si rečemo, ojoj, drugi nas ne bojo odobravali, ne bo v redu, ne bo sprijeto. Iščemo krivca. To je serijsko, ne? Večina organizacij, ko je neka napaka, začne razmišljati, kdo je kriv in kdo bo že šel na sramotilni steber. V takem okolju, ker iščemo krivca po napaki, je zelo težko rasti, se razvijati in iti naprej. Spomnim se, enega stavka, ne bom ga znal dobesedno povedati, ko je nekdo, recimo nek vodja v nekem velikem podjetju, zafrknil eno stvar in je podjetje izgubilo, bom rekel, $1 milijon, naprimer, ali pa evrov. In potem so vprašali glavnega, predsednika, so mu rekli, kaj boš zdaj naredil? Ta nam je zdaj $1 milijon zapravil. Pa on rekel, kaj pa mislite, da bi mogel narediti? Ja, daj ga prestavi, odpusti ga, to ne gre. Je rekel, ne, ravno kar sem investiral $1 milijon v njegov razvoj in ne bom zdaj $1 milijon, ki sem ga investiral v njegov razvoj, njegovo napako v to, da bo zdaj se nekaj iz nje naučil, vrgel stran, pa se poslovil od njega. A je zdaj to filozofija, ki jo živijo naše organizacije, ne?
ali je mogoče filozofija varnosti obdobja, vse more kot je bilo, tista, ki je resnična. Recimo, obdobje renesanse. Imeli smo en kup genijev, ki so ustvarili neverjetne stvari. Kaj je bil razlog, zakaj jim je uspelo? A se je slučajno tam na enem ozemlju Italije takrat rodil Michelangelo, Da Vinci in vsi ostali? Naključje. Ali je okolica bila tista, ki je z ljudi, ki so imeli potencial, zvabila najboljše? Ali so bili neki meceni tisti, ki so bili temu naklonjeni? So imeli ljudje tisto svobodo, ki jo rabijo, podporo, ki jo rabijo? Ali so imeli tisto določeno varnost, da so lahko dali najboljše od sebe? Mislim, da odgovor imate sami na dlani. Ne? Evo, zdaj smo na tisti točki, ko se lahko začnemo tudi pogovarjati. Varnost je fajn, ampak mi hočemo vseeno tudi malo naprej spodbuditi stvari, malo premakniti. Pomislite recimo na situacije, ko ste želeli nekoga spodbuditi, motivirati, mu pomagati iti naprej, dati mu nasvet, kaj naj naredi. Kako je ta oseba reagirala? Rekla, wow, ja, hvala, super, bom naredil. Ja? Ali je bilo bolj, ja, sej imaš prav, ja, sej bom. Ali je bilo celo malo obrambno? Ja, hvala, to pa mojem ni za mene. Dostikrat poskusi motiviranja, spodbujanja trčijo v nek obrambni zid. Oseba se malo upre. In ko se oseba upre, mogoče je bil pristop napačen, nismo zagotovili pravega okolja, pravega konteksta, ali smo bili pa predirektni, karkoli, na nek način povezano z varnostjo, se oseba zapre za spremembo. In to motiviranje je zahtevna reč. Vedno, ko imamo delavnico z vodji, pa vprašamo, kaj vam je pomembno pri vašem delu, kaj bi želeli spremeniti, kaj, če imate neko pričakovanje, kjero je, rečejo večinoma, želim se naučiti motivirati ljudi. Ok, super. Ne? To je nek cilj, želja, ampak proces pa je tak zelo subtilen in zelo občutljiv in je zelo povezan tudi z današnjo temo. Nekateri vodje imajo drugo filozofijo. Človekam vrgel vodo, v morje, pa bo že splaval. Ampak pozabljamo, da če vržemo vodo 10 materialov, eni plavajo, ja, les plava, kamen ne. Če pač ta material je prelahek, recimo nek papirček gre po svoje, ne nadzira, kam bo šel plavati. Ne plavajo vsi. Nekatere lahko takšne izkušnje zaznamuje, nimajo dovolj varnosti, da so sposobni plavati v tistem trenutku. Boljše je iti korak za korakom, na nek bolj občutljiv, bolj subtilen način, če želimo doseči trajne spremembe. Zato pravijo, pri spremembah se vidi, ali ste res menedžer, ki znate pač organizirati, razdeliti delo in tako naprej, ali ste pa vodja, ki znate delati z ljudmi in jih spraviti nekam dlje. To je pač nekaj pravil pri teh motiviranjih, sploh za težke stvari, za takrat, ko mora nekdo iti čez sebe, da nekaj doseže. In pogosto opisujemo vse živo, kar bo boljše takrat, ko bo oseba začela z nekimi drugačnimi vedenji in tako naprej. Želimo, da se oseba večkrat izpostavi, pove svoje mnenje, pa rečemo, ja, vse je v redu, ti se kar oglasi, se ne bo nič narobe. Ali pa, oglasi se tak, pa tak. Ali pa, jutri se pa daj. Kaj se zgodi? To ponavadi ni dovolj. Mi ostajamo na neki razumski ravni in recimo v tej sliki, ki jo imate pred sabo, imamo slona pa jezdeca. Jezdec ima tiste plane, načrte, načine, na kjer ga bo nekaj dosegel. In recimo slon je pa naš čustven del, motivacija, naša, podzavest. In zdaj jezdec hoče slona premakniti. Jezdec hoče narediti, da slon zdaj pride iz točke A na točko B. In mu dopoveduje vse živo, kaj je treba narediti. Mu daje obljube, mu daje grožnje, mu daje, plane, kar čete. Slon pa spi. Ali pa počiva. Zakaj počiva? Lahko gre jezdec že na živce. Lahko ni jezdec zadev tisto, kar on rabi. Lahko se boji, pa raje zgleda tak, če bom primiral, bom imel mir. Slon kaže odpor. Jezdec pa vsemi plani ne more narediti nič, popolnoma nič, če ne nagovori tega čustvenega dela, če ne nagovori tistega motivacijskega dela slona.
In kaj je tu, ne vem, mogoče zdost dragoceno? Mi zdaj dajemo en kup na svetu, pa planov in tako naprej, da budemo preveriti, kaj ta naš slon dejansko rabi. Kaj bi slon, recimo, bil pripravljen narediti, če dobi od nas tisto, kar mu trenutno manjka. Torej, naslovimo odpore od slona. Ne pa samo govorimo, slon pojdi tja, pa tja, pa tja, ker bo za tebe to dobro. Pogovarjati se moramo na nek način s čustvi. Ne z razumom, ko imamo opravka z premikanjem, z motiviranjem in tako naprej. In ko se pogovarjamo s čustvi, je pa spet ta temelj psihološka varnost. Ne, da imamo neko okolje, ker se bo tale naš slon počutil v redu, ve, da če naredi 3 korake, bo v redu, nič ne bo narobe, tudi če pri 4. pade. Jezdec bo zraven njega in bo mu pomagal. No in to je tisto, motivirati na ta način. Pogosto pomagajo zgodbe. Ne? Bolj ko vsi plani, ki se lahko zgodijo, pomagajo konkretne situacije, metafore, zgodbe in tako naprej. To je tisto, kar potegne tudi na čustveni ravni dalje. Kje smo pa mi najbolj varni? Na področju, ker smo najmočnejši. In pogosto želimo popravljati stvari, ki ne delujejo. Moti nas to pa to, pa bomo naredili zdaj na tem področju spremembo. Recimo v delovnih organizacijah je to pogosto. Ne? Nekdo ni dost organiziran, nima dost dobre storitve za stranke in tako naprej. Aha, zdaj bomo pa to malo popravili. Ko hočemo popravljati napake, ponavadi dobimo odpor nazaj. Dobimo slona, ki noče tega popravljati. In ponavadi porabimo veliko energije za to, da iz šibke točke naredimo neko povprečje, neko solidno stvar. Mogoče je boljši efekt, da gradimo na močnih točkah in iz teh močnih točk poberemo najboljše v različnih situacijah. No in ravno to bomo zdaj skušali narediti v eni kratki demonstraciji, in sicer tehniko, ki se ji reče FF, tole pred vami. Pridružila se nam bo pa tudi še sodelavka Monika. Zdravo, Monika. Zdravo. Evo, zdaj smo z maskami, ne, pač situacija narekuje način dela. Ok, Monika, naredila bo čisto eno kratko prezentacijo tehnike FF, ki pomeni Feed Forward Interview. Probaj biti čisto spontana, nisva se pripravljala, ne, tako da bova šla kar bo, pa da vidimo, kam naj to pripelje. V redu? Prav. Super. Monika, prosim te bi za začetek, da probaš najti eno tako situacijo, kjer si se počutila močno, samozavestno, uspešno. In to mogoče na enem področju, kjer nisi čist suverena ponavadi. Okay. Ja? Imaš? Super. Nam malo poveš, oziroma mi poveš, zakaj se je šlo. Malo opiši ta kontekst, kaj se je dogajalo. Ja, recimo lahko bi to prenesla malo na potovanja. V tem stilu, da naprimer greš nekam potovati in potem vidiš neko skupino ljudi, ki jih prej nisi poznal in se moraš mogoče nekako znajditi v tisti skupini, pa v bistvu čim bolj spoznati in njih in sebe prek te izkušnje potovanja. In recimo, kar mi je bilo v redu takrat, je to, da sem imela nekoga zraven, drugače pa je, ko sem sama, naprimer. Torej, poiskala si eno situacijo, ki je povezana s potovanjem pa navezovanjem stikov. Ja. A je kaj iz tega področja tudi pomembnega v tvojem delovnem življenju, da si ravno to zbrala? Ja. Okay. V bistvu tudi delo vključuje veliko potovanj, ampak hkrati pa tudi v zasebnem življenju. No, imam nek plan iti enkrat sama na potovanje, neko tako malo daljše in se tega mogoče malo bojim. Ok, razumem. Imaš kakšno konkretno izkušnjo, prav konkretno potovanje pred očmi, kjer se je to dogajalo? Lahko dam naprimer ravno to na Norveškem, recimo, ko smo bili, pa je bila neka skupina ljudi na novo, ne, pa je bilo neko potovanje. To je bila recimo neka taka izkušnja. Zdaj, na zadnje, ne, kakor je epidemija dovolila. Ja, se spomnimo, pred davnimi časi, ko smo še leteli. Ja. Monika, in sklepam, da je bila ta izkušnja, ker si ravno to navedla, za tebe močna, dragocena in pozitivna in ti je nekaj dala. Ja. Kako bi bila pripravljena, kako bi želela podobno izkušnjo še imeti kdaj v življenju, da bi se počutila na enak način? Ja, definitivno bi želela to imeti. Okay. Ja. Torej to z Norveške? Ja, nekaj v tem stilu, samo da mogoče še v kakšni bolj tuji kulturi, ne evropski.
Ja. Okay. A se lahko majčkeno vživiš v to situacijo na Norveškem? Kaj se je takrat dogajalo? Kakšni občutki, takrat, ko si se počutila res suvereno, v redu, samozavestno, so ti šli po glavi? Kaj si razmišljala? Se dogaja neke take kreativne stvari, da v bistvu se dela na nekem projektu, hkrati pa se spoznavajo neke razlike med nami in pa neke podobnosti. In mi je bilo to res zanimivo, da je v bistvu, da začutiš to skupnost na nek mal drugačen način izven Slovenije. No, to mi je bilo res nekako všeč. Kaj pa se je dogajalo za tebe na čistem čustvenem področju? Recimo, zdaj si mi opisala situacijo. Kaj je pa v tebi noter bilo takrat? Ja, v meni je bilo pa najprej recimo en tak občutek nekega strahu oziroma zaskrbljenosti, kako bo vse to potekalo. Potem pa, ko sem prišla tja v tisto skupino, sem pa videla, da so to eni taki sproščeni ljudje in s časoma sem se tudi jaz vedno bolj sprostila, potem pa še prek takih neformalnih druženj je pa v bistvu še to bolj prišlo do izraza, to, da sem se počutila res nekako tak nek fajni občutek sem imela osebno, da rastem. Da rasteš? Ja. Aha. Bi še lahko kako drugače opisala ta fajni občutek? Mogoče nek občutek hkrati podpore, pa hkrati nekega puša naprej. Ta kombinacija mi je zanimiva. Podpora in puš. Ja. Aha, okay. Zdaj smo že na situaciji, na stvarih, ki so se dogajale okoli tebe. Pa misliš, če zdaj pogledaš tisto situacijo z Norveške, da ti je dalo ta občutek podpora, puša, fajnega občutka? Definitivno so prispevali ljudi okrog mene, ljudje, ki so v bistvu sprašvali me, se pravi, sem bila nekako povabljena k temu, da sem postala del neke skupine. Pa mogoče tudi to, da ta neformalna druženja se mi zdi, da so veliko tudi doprinesla k temu. Tisto, kar se je med pavzami, recimo, ko si navezal stik z tem, z onim, take stvari so mi prav prišle. Še kaj? Ja, pomagalo je tudi, da sem imela sodelavca zraven. Da je nekako bilo lažje prebiti let na začetku. To je bilo tudi pomembno. Pa to, da sem se tudi sama nekako prej pripravila do te mere, da sem prišla nekako sproščena tja. Nisem bila najbolj zategnjena v tej situaciji, ker sem že imela prej izkušnje kakih potovanj, pa sem to bolj vzela kot neko tako priložnost, kakor pa neko obveznost. Rekla si, da si se pripravila. Kako si se pa pripravila, recimo? Kaj si naredila? Zdaj me zanimajo tista majhna dejanja, ki si jih pa ti naredila, da se je vse to lahko dogajalo, kot se je dogajalo. Ja, malo sem se pozanimala najprej o poti, pa približno kako sploh izgledajo ti sestanki ponavadi, kaj se dogaja na teh sestankih, kje bo čist v bistvu hotel, pot do tja, trajanje, kaj se nekako pričakuje, da se že vnaprej seznanim recimo s tem projektom, kaj se je sploh dogajalo v preteklosti. Te stvari so mi pomagale. Pa to, da sem si na koncu tudi rekla, zdaj pa kar bo, ne. To se mi zdi, da je tudi pomembno. Kar bo. Ali ti je to sicer težko reči, kar bo, pa prepustiti se temu? Ali? Trudim se vedno bolj. Tek se potrudim, da v bistvu naredim vse, kar je možno prej, predhodno, pa tik pred situacijo si pa rečem, ok, zdaj pa prepuščam naprej, pa bom videla v situaciji, kaj bo. Super. Deva zdaj narediti še korak v prihodnost. Rekla si, ok, to lahko uporabim na potovanjih in tako naprej. Pa glede na to, da imamo majčkeno temo tudi povezano še z delovnim življenjem, ti bom dal čisto en praktični izziv. Recimo realen, ki se lahko zgodi takoj, ko se linije odprejo. Velik dogodek je recimo v Bruslju. Tam bo, 200-300 ljudi iz cele Evrope. Pogovarjali se bi tam o različnih projektih, ogromno, priložnosti za navezovanje stikov, pa seveda ti moraš organizacijo na najboljši način prezentirati, predstaviti. Ko ti to opišem, kako se počutiš? Malo čutim neko napetost narašča, tam 200-300 ljudi, navezovanje stikov, pa tisto, moraš predstavljati organizacijo, tam sem pa začutila tak velik pritisk, ko se bo tako, jaz zdaj moram vse to predstaviti. Se pravi, je nek izziv za pomik naprej, naslona.
Ok, zdaj to razumeva. Dejva mogoče, prej si par minut nazaj si doživo predstavlja, kaj je bilo pa v redu v situaciji, ko si bila na Norveškem. Kaj ti bi pa mogoče lahko iz Norveške pomagalo tudi v tej situaciji, ki sva rekla za Bruselj? Kaj lahko potegneš od tam za sebe? Okay. Na podoben način, ko so drugi meni zastavljali nekaj vprašanja, mogoče lahko jaz tudi naprej zastavljam komu vprašanja, ne? Da začnem navezovati nek tak stik, pa ta priprava prej, ne? Da že v bistvu si vnaprej mogoče neka hipotetična vprašanja, ki bi lahko prišla na plano na tej konferenci, v bistvu odgovorim, da se pripravim približno, v katero smer bi pa lahko govorila, naprimer. Pa mogoče tudi to, no, da ja, ta priprava, pa navezovanje stikov. To. Kaj pa tisti fajn občutek, ki si ga imela na Norveškem? Kako bi lahko ta fajn občutek se zgodil tudi v Bruslju, recimo? Kaj bi lahko dobila? Zanimivo bi se bilo pozanimati, iz katerih organizacij bojo drugi tudi, da pa vidim, s katerimi najdem ali neke sinergije ali pa neke stvari, ki me zanimajo, in potem lažje recimo grem do teh ljudi najprej, ker imam neki iskren interes in mi bo pa lažje tudi bolj naravno stik vzpostaviti. Kaj pa podpora? Rekla si, da ti je bilo dosti pomembno, da si imela tisto podporo. Kaj ti lahko damo mi, ki smo s tabo? Zdaj, če bodo zraven ljudje, pa definitivno pač nek že čist normalen stik, komunikacija, taka naravna že sodelavci, ne? Pa potem recimo tudi, če bo neka taka situacija, da da prostor tudi sodelavci, recimo meni, naprimer, da kaj povem, ali pa, ne vem, recimo to bi bila ena situacija, ali pa tudi to, da predstavi, če že koga pozna, naprimer, ne, da je potem lažje naprej prek poznanstev ali kakorkoli. Pa to, da ti da nek občutek, da verjame, da boš dobro naredil. Pa smo spet pri varnosti. Ja. Super. Sam pogledava še enkrat ta Bruselj, prej sem ti ga predstavil, prvič si slišala za to, ne? Ja. Zdaj slišiš drugič, a je zdaj kaj lažje mogoče po tem majhnem pogovoru? Zdaj si že vizualno predstavljam, kako bi izgledalo to mreženje pa vse. Super. Monika, hvala Prosim. za tvoj čas, pogum, pa da si prišla z nama. Hvala. Super. Super, zdaj smo videli tale naš feed forward. Bomo rekli naprej usmerjen pogovor. Kaj so bili tu ključni poudarki, ključne faze? Najprej smo iskali situacijo, ker se je Monika počutila močno, pa samozavestno. Preverili, koliko si želi takšno izkušnjo ponoviti še kdaj drugič. In srednji del je bil zelo pomemben. Kaj je Moniko pripeljalo do te izkušnje? Ta neka moč pa samozavest ponavadi ne pade z neba. Nekaj se dogaja v Moniki sami, torej ta čustveni vidik, miselni vidik. Nekaj se je dogajalo v okolici in smo skušali tudi razumeti, kaj je recimo Monika čutila, razmišljala, kaj je uporabila za ene veščine, spretnosti. In zelo nas je zanimalo, kaj so naredili drugi, kakšne so bile te olajševalne okoliščine, da je Moniki bilo lažje na tej službeni poti. Potem, ko to raziščemo, ko se že podoživijo stanja, ko dobimo dovolj informacij za delo naprej, šele takrat se preselimo v prihodnost in gledamo, kako lahko zdaj Monika v prihodnje dobi čim bolj podobno situacijo tej, ki jo je zdaj opisala, da bo se počutila enako, da bo imela ta fine feeling, ki ga je tudi sama povedala, da je bil zelo pomemben. In to je osnova tega intervjuja. Kdaj lahko pride tak pristop prav? Recimo letni pogovori, kako potekajo. Večinoma se pogovarjamo o zadevah, ki niso bile narejene, pa ki morajo biti narejene, pa o ciljih, ki sledijo. Če imamo kakšne kompetence v tem, kje so vrednosti slabše, kaj bomo zdaj razvijali, popravljali, spreminjali. Tak stil lahko deluje zelo demotivacijsko za zaposlenega, ker mu daje vedeti, nisi dosti dober in moraš delati nekje aktivno, da boš dosti dober. V tem pogovoru z Moniko smo pa izhajali iz tega, da Monika že ima v sebi marsikaj in je treba samo to razširiti in prenesti. In takrat, ko recimo je ta neka nesigurnost, nesoverenost, pomanjkanje varnosti ključna, da ovira razvoj, takrat lahko tak pogovor pride prav. Takrat mogoče tudi pride prav, ko je že nekdo nekje na enem področju začel nekaj migati in je dosegel že majhen uspeh. Ni važno, katero situacijo si vzamete, ne? Lahko imate zdaj, ne vem, nastop v Odmevih, ampak vedno boste našli vsaj nek približek tega, ko ste bili izpostavljeni, pa vam je šlo v redu. In iz tega pol gradite naprej.
Zelo zanimivo je tudi uporabiti take situacije, ko moramo na kreativen način uporabiti potencial osebe. Jaz sem imel recimo coaching, ne, in moje izhodišče je bilo, organiziranost mi ne gre. In jaz sem vedno videl organiziranost kot en kup nekih tabel, pa zapiskov, pa notesnikov, pa opomnikov, pa ne vem kaj, s katerimi bom zdaj mogel razvijati svoje veščine. Meni je bilo to dolgočasno, jaz nisem hotel na ta način funkcionirati. In kaj sem v coachingu odkril? Da lahko isto to organiziranost, isti ta končni rezultat dosežem na čist drugačen način in sem v njega začel vnašati določeno kreativnost, igrive elemente. In ko sem to dobil, ta uvid, da organiziranost ni vedno samo struktura, ampak je namen, da si lažje postavimo dan, lahko tudi na drugačen način, kot se govori v klasičnih, tehnikah, mi je bilo lažje, mi je dalo nekaj več. Takšne vrste pogovore zelo pomaga takrat, ko imamo veliko obrambno nastrojenost osebe. Ko se oseba na klasične načine poskusa spreminjanja, motiviranja upira, ne najde nekaj dobrega za sebe, tu pa recimo nismo v nobeni točki kršili tistega načela suverenosti, gotovosti, varnosti, razen seveda, da je bila Monika zdaj izpostavljena pred kamerami. Smo šli iz nekega varnega okolja iskati načine, kaj se da narediti naprej. Ja, kje smo pa zdaj? Počasi pri koncu in bi sam delil par ključnih poudarkov te ure, ki ste jo preživeli skupaj. In mogoče prvi, karkoli počnemo, poteka bistveno lažje in boljše, če poskrbimo za varnost. Drugo, to, da smo del skupine, še ni dovolj, da realiziramo potencial. Rabimo tudi kaj več, rabimo imeti vsaj odprto okolje za učenje. Še boljše je, če nas nekdo vključuje v sam proces, v cilje in seveda tisti na zadnji ravni. Najboljše je pa takrat, ko imamo toliko svobode pa podpore, da lahko inoviramo, da lahko razvijamo stvari. Zelo pomembno, tretje, da za varnost delata oba, tak posameznik, kot nekdo na drugi strani. Kdo je to na drugi strani? Starš, vodja, predsednik kakega društva, kar čete, ne? Ampak tisti, ki ima ponavadi tudi neko formalno ali pa neformalno vlogo vodje ali pa nekoga, ki vpliva na druge. Zdaj, vedno rabimo zaupanje, številka 4. Zaupanje se ne nastane kar z neba, ampak se gradi in se tudi uničuje. Predvsem, če smo zelo egocentrični in če v vsaki stvari vidimo predvsem, kaj bi mogli mi in tako naprej, pogovarjamo se pa o nekom drugem. Peto se mi zdi dosti pomembno, ko govorimo o današnjih modernih načinih dela, delo nadaljavo in tako naprej, je zaupanje protiutež občutku kontrole. In če imamo dovolj zaupanja, stvari tečejo bistveno lažje, bistveno boljše. 6. Ko motiviramo ljudi, ste prej opazili sami, raje dajemo vprašanja kot nasvete. To je izredno pomembno. Hitro začnemo trositi, kaj se da narediti, ja, nisem čisto suveren, ja, naredi to pa to pa to. Se v resnici sploh ne vemo nič o tej osebi. Oziroma, vemo nekaj, ampak ne vemo o situaciji dovolj, da bi lahko dali relevanten nasvet. Poslušajmo, preverjamo, poiščemo, kaj oseba rabi in pomagamo priti sami do rešitve. In mogoče še zadnje, 7. Če bomo gradili na močnih točkah, bomo lažje delovali spodbojevalno, motivacijsko, naredili bomo lažje premike naprej, kot če popravljamo stvari, ki niso v redu. Noben noče biti popravljan, spreminjan. Želja po razvoju pa je naravna. Sam način do tega pa zahteva malo mogoče tehnik pa prefinjenosti. Evo, s tem se poslavljamo tudi od vas. Hvala za tole druženje, pa poskrbite zase in za druge okoli vas.
Ja, s tem smo otvorili našo današnjo konferenco, 7. konferenco o kreativnosti. Predavatelj Andrej Juričko se nam bo kmalu pridružil in odgovarjal na vprašanja iz komentarjev in na nekaj vprašanj, ki smo jih med vami pobrali že vnaprej. Naj pa ta trenutek izkoristiva za nekaj misli o predavanju in za zahvale. Nastja, izvoli. Ja, jaz sem samo razmišljala, da res mora lepo imeti Andreja v pisarni. Mogoče bi Monika sicer znala več povedati o tem. Uživala sem pa v njegovem samem nastopu in strukturiranosti ter na koncu vseh točkah, ki jih je skupaj povzel. Tako da mislim, da nam bo še dolgo odzvanjalo to, kar je povedal, in da ne bo težko tega prenesti v prakso. To bom kar vprašala naše udeležence, če bi imeli tisto misel, ki bi jo odnesli in jo boste še danes večer doma ali jutri v službi poskušali udejanjiti, katera bi ta misel bila? Zapišite jo z eno besedo v komentar. Kaj je tista misel, ki jo odnašate s seboj? Jaz pa se na tem mestu zahvalim še vsem našim podpornikom, ki so tudi podprli to predavanje in celotno konferenco o kreativnosti. To je Epilog, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in pa Geni Sonce. Morate namreč vedeti, da so oni pravzaprav tisti, ki so nam omogočili, da bomo lahko vseh 12 predavanj spremljali brezplačno cel teden. Če bi to namreč bila strokovna konferenca v Cankarjevem domu ali nekje na obali ali v Prekmurju, verjetno ne bi bilo dvojnega tega udobja. Prvo je udobje, da gledamo ob času in na prostoru, ki nam ustreza, pijemo zraven kavo, ki jo imamo radi, ne tistih hotelskih navideznih kav. In drugo udobje, da pravzaprav na prvi pogled ni potrebno finančno prispevati. Tako da bi vas zdaj malo vam potrkala na vašo slabo vest ali pa občutek hvaležnosti in vas prosila, da vseeno tisti znesek, ki bi ga želeli nameniti za to predavanje, namenite za čisto okolje in zdravo družbo. Poslali smo vam linke od Ekologov brez meja, od Pravne mreže za varstvo demokracije. Lepo prosim, prispevajte vsaj 10 evrov, tako da bomo lažje srečno poslovali vsi. Sedaj pa povabimo Andreja. Andrej, dobrodošel. Kako si, kaj na današnji dan? V redu, evo, prebiram komentarje, poslušam samega sebe, malo čuden občutek, drugače pa me zanima, kaj sledi. Ja, za začetek naj postavim eno tako izhodiščno vprašanje. Namreč všeč mi je bilo pri tvojem predavanju, ko si tako prepletal vsebine, naše vloge v življenju, se pravi psihološka varnost, družini, mogoče kot učitelj, torej kot starš in kot zaposleni in vodja v podjetju. Me pa zanima po tvojih izkušnjah v podjetjih, kje pravzaprav začeti s psihološko varnostjo? Namreč zdi se mi, da če bi eno tako predavanje recimo spremljali skupaj, kot je tvoje predavanje, da bi se počutili lahko ranljivo. Po eni strani vodje, ker bi si rekli, zdaj bojo pa zaposleni mislili, da nismo dovolj naredili za psihološko varnost. In po drugi strani zaposleni, ker bi si morda mislili, kaj pa, če izgubim službo, če naredim kakšen korak naprej, predlagam kakšno stvar, ki morda ne bo dobro sprejeta. Kako torej začeti? Ponavadi v psihologiji je malo tistih receptov, ki jih lahko takoj uporabiš v različnih okoljih. Vedno je treba najti najprej tisti ključen vzrok, torej kaj je tisto, kar gre, kaj blokira stvari nazaj. Tako da, jaz bi rekel, mogoče taka tema, tako predavanje lahko odpre neko samorefleksijo. Je nek prvi korak, ko začnemo razmišljati, debatirati,
se spraševati, kaj delamo prav, kje pa lahko še kaj izboljšamo. In ko ta proces, samorefleksije ponavadi vodi do tega, da odkrijemo, ok, imamo pa nekaj težav, nekaj izzivov tu. Cilj, ki ga pa želimo dosežiti, naša organizacija mora biti, inovativna, odprta in tako naprej, je tam. In če želimo do tega priti, trebamo ravno na teh korakih začeti delati. Tako da najprej identificirati, torej, kaj mi manjka na tej stopnji naprej, pa mogoče tudi ne pozabiti, stvari grejo po korakih, kar pomeni, začnemo z odprto komunikacijo, šele kasneje lahko pričakujemo neke velike radikalne ideje, zamisli, ki lahko spreminjajo pravila na trgu, naprimer, ampak dokler nimamo tistega osnovnega občutka, tudi ko majhne stvari povem, je v redu, ni nič narobe, je moje mnenje slišano, spadam tja, kjer delam, recimo mogoče je kje že to zaupanje, tako krhko, da je treba najprej to obuditi, in dostikrat grejo podjetja v team buildinge, zato ker hočejo okrepiti ravno ta občutek, mi smo tam zato, ker imamo skupne cilje, želimo nekam priti. Tako da bi rekel tako, odkriti, si postaviti etape, pa tudi oceniti, zakaj rabim neko točko dosežiti, kako me to poveže s tistim, kar organizacija sploh počne. Evo, Blanka, mislim, da si ti nekje v etru zdaj, ne? Točno tako, ja. Hvala za opozorilo. Naslednje vprašanje enega izmed udeležencev oziroma udeleženk zanima, kakšni so pravzaprav primeri podjetij z dobro psihološko varnostjo? Ali je to v realnosti sploh obstaja? Kajti meni, da večina družin ni psihološko varnih in se težko predstavlja, da bi lahko bila to praksa za podjetja. Zanimivo vprašanje, Po mojem je, če gremo malo nazaj, se lahko vprašamo isto, zakaj je recimo tema pozitivne psihologije prišla toliko kasneje za temo klinične psihologije na spored. Mogoče tudi včasih dobimo ta vtis, ko beremo medije, se pogovarjamo na kavicah in tako naprej, da je v delovnih okoljih marsikaj narobe, da stvari niso v redu in da nimamo tistih zgledov, recimo zdaj, če govorimo o psihološki varnosti, ki bi jih lahko izpostavili kot vzorčna podjetja. Zdaj, jaz bi tako rekel, mogoče z naročniki, s katerimi tudi mi delamo kdaj, mene preseneča, večinoma me preseneča ta human pristop, ki ga imajo. Humana usmeritev in tako naprej. Je pa res, da mogoče podjetja, ki iščejo zdaj kadrovske storitve, so že na eni točki, kjer je mogoče potem lažje graditi stvari naprej. Bom rekel tako, če imate lestvice najuglednejših delodajalcev, sigurno nekdo, ki je tam pri vrhu, dela stvari prav, tudi na področju psihološke varnosti. So pa velike razlike znotraj podjetij. Tako da bi rekel bolj kot to, da bi zdaj izpostavil, to je pa super kultura, tam vse štima, tam so vse kljukce teh 4 obkljukane, bi rekel, da marsikaj štima recimo tudi na ključni organizaciji, ko izberemo na pamet, v kakem oddelku, v kakem sektorju, v kakšni službi. Ogromne razlike so pač znotraj, v nekih mikrokulturah. In tam v teh mikrokulturah imate vodje, ki so, ali pa tudi time, ki so izrazito podporni, inovativni, odprti, ker je vse možno, povezani. Hkrati imate pa mogoče v isti organizaciji time, kjer stvari ne tečejo tako, kot bi mogle. Tako da bi rekel, ne bi zdaj izpostavljal enega, tako kot neko globalno podjetje, ampak bi se predvsem vprašal, kaj, ker jaz delam, kje te stvari so na višjem nivoju, kje so pa mogoče na malo nižjem. Moja izkušnja je, da ni vse, nikakor ni vse črno, dosti stvari se dela, res pa da v medije pridejo tiste zadeve, ki so malo na negativni strani bolj pogosto zastopane. In potem hkrati pozabimo, da obstaja veliko pozitivnega. Ja, gotovo. In točno to, te mikrotimi oziroma timi znotraj podjetij, ki si jih že omenil, je povezano tudi z naslednjim vprašanjem. Tanja je komentirala, da brez iskrene komunikacije nekako odnos ne preživi. In se ji zdi
odlična iztočnica tvoje predavanje, ki bi ga lahko gledal pravzaprav vsak kolektiv. Pravi pa, da je veliko sprememb prineslo to dno v naših odnosih v tem trenutku. In se sprašuje, sploh možno popraviti ob dejstvu, da smo zdaj vsak zase, nihče se ne zanaša na drugega, ni podpore vodstva, zdi se ji, da je vse skupaj en začaran krog. Zdaj sklepam, da se ta odgovor malo tudi navezuje na aktualno situacijo, pandemijo, delo nadaljavo, mogoče manj tega osebnega stika in tako naprej, ne? Vem, ne sklepam. Ravno kar je prišla ven ena raziskava Global Talent Survey, ki je pokazala, da kaj si ljudje najbolj želimo v delovnih okoljih, ne? Želimo si nekih dobrih odnosov s sodelavci in želimo si usklajenega družinskega, zasebnega življenja pa delovnega življenja. Tako da potreba na strani zaposlenih je dosti jasno izražena, ne? Potreba po stikih, tudi ko imamo delavnice, pa recimo vprašamo ljudi, kaj najbolj pogrešajo, ali pa kaj menite, kaj je zdaj drugače. Rečejo, najbolj me preseneča to, koliko imam rad službo, koliko jo zdaj pogrešam službo, ne? Koliko pogrešam pisarno, koliko pogrešam kolektiv, kjer sem. Skratka, neko hrepenje obstaja in ne obstaja samo pri podrejenih, obstaja tudi pri vodjih. Tudi vodje recimo želijo, ne vem, imeti bolj pristen stik, več tiste povezave in tako naprej. Zdaj težje je seveda, ne, če smo distancirani, neka bližina v tistem pregovoru, ne, daleč od srca, daleč od oči, daleč od srca, nekaj na tem drži. Mogoče je fajn vedeti, če zdaj grem na moje izkušnje Švedske, ne, obstaja veliko ljudi, ki se počutijo podobno, ki iščejo ti stik, tako da mogoče, če ga ne najdem zgoraj, ne, z vodjem, ga najdem v kolektivu. Tako da tam s kakim dobrim pogovorom, intimnim pogovorom, občutkom, da si delimo tisto, kar mene moti, kaj moti koga drugega, povemo iskreno zadeve, kot so, ne bomo imeli več občutka, da je dno. Zato, ker smo si takoj z nekom že blizu, ne? Smo si že nekako tisto, ne vem, neko nezadovoljstvo premaknili v nek pozitiven vtis, ki smo ga imeli po kakšnih pogovorih. Veliko teh hormonov zadovoljstva se sproža ravno takrat, ko komuniciramo z ljudmi, ki smo si blizu. Jih je teže najti, kot jih je bilo takrat v živo, ni pa nemogoče, ne? In po drugi strani, kako premakniti nekoga, ki sploh ne čuti potrebe po spreminjanju samega sebe, svojega nekega negativnega vpliva na okolico. V komentarju je recimo primer trdega patriarhalnega očeta, deloholika, ki težave v družini praviloma nekako prenese na ženo. Oziroma obtoži ženo, ja. Ok, ja, težka situacija, ne, sliši se taka trdovratna, bom rekel, ne, verjetno je že ta, recimo, če je ta primer iz realnega življenja, iz izkušenj, oseba veliko poskusila, pa se ni nič išlo, ne. Tako da zdaj spet, a so tu kakšni čudežni recepti? Jaz bi se mogoče tu par stvari vprašal. Eno je, kaj osebo drži nazaj? Torej, a lahko z nekim pogovorom odkrijem, recimo, kaj je tisto, kar vleče osebo v stare navade, v star način delovanja, ki pač ni v redu za okolico. Potem bi mogoče preverjal tudi to, koliko so ta dejanja skladna s tem, kaj ta oseba želi od sebe. Kako se vidi, kaj ceni, kaj vrednoti. Recimo, če je zelo pomembna vrednota družina, to, da se dobro razumemo. Pa dobro, mogoče ne bo takoj na prvo žogo to povedala, ne? Ampak če je zelo pomembno, da ima s tistimi bližnjimi vseeno nek odnos, ampak vseeno dela napačne stvari, ne? Potem imamo mogoče boljše izhodišče kot takrat, ko rečeva, ko ta oseba ne najde nič smisla v tistih bližnjih okolje. Takrat, ko je res taka situacija, takrat je težko verjetno kaj veliko narediti. Sploh pa sami težko kaj veliko naredimo. Zdaj vprašanje, če bi oseba seveda iskala pomoč, ne, v tem primeru. Takrat, ko je ta vrednota družina pomembna, ampak oseba dela napačne stvari, ne, torej nekaj zgradi pa poruši z repom, ne, če tako izrazim se, takrat se mogoče da v neki iskreni komunikaciji vsaj ozavesti ta del. Zelo moramo paziti verjetno, da če so trdovratne zadeve, da ne silimo preveč, da ne skušamo s to željo potem, da nekaj spremenimo, na drugi strani naredimo še večjo blokado,
še večjo zaporo, nič se ne da, ne, nič nočem, puste me pri miru. Mogoče nekaj od tega, kar sva prej z Boniko govorila, a se da vsaj kak izsek uporabiti, ne, da se vsaj mali košček spremeni. Mogoče tudi pomaga, da dobi takrat, ko je res nek pozitiven premik, še dodatno spodbudo, ne, da vsi pokaže, koliko jim je bilo to pomembno, dragoceno, da pa tokrat ni bilo toliko patriarhalno, toliko trdovratno, toliko, ne vem, samo svojo in tako naprej. Skratka, malo po malo bi poskušal na različnih vidikih, verjetno pa tako na hitro drastičnih sprememb pri karakterih ljudi, ki so še ojačani z navadam, ni za pričakovati, ne. Doskrat je tek na dolge proge, včasih pa tudi do cilja ne pridemo, ne. V tisti točki se pa je tudi mogoče vprašati, kaj lahko pri sebi naredim, ne. Torej, moti me, ne morem tega sprejeti, za mene to ni ampak zaradi tega jaz trpim. Mogoče druga oseba sploh ne trpi, jaz trpim, torej mogoče moram razčistiti na svoji ravni, če sem vse ostalo probal, pa ni šlo. Ja, tek na dolge proge je praktično pomemben pri vseh teh zadevah, ki jih delamo na pozitivni psihologiji za boljše življenje. Hitrih receptov ni in mislim, da to je ena taka skupna stvar vsem našim predavanjem in predavatelji dejansko to običajno sporočajo. Tudi udeležencem je bil všeč vajin pogovor z Moniko, so ga dosti pokomentirali, rekli, ne, način komunikacije in to, kako postopoma gremo v spremembe. Tako da jaz se ti najlepše resnično zahvaljujem za to čudovito otvoritev konference o kreativnosti. Blanka, hvala tebi, hvala tudi vsem poslušalcem, gledalcem, zapisovalcem. Sem na voljo, če bo še karkoli, lahko tudi preko mailov, preko ne vem, kakšne sisteme sicer uporabljate, skratka. Če se zdi, da lahko še na kakšen način kaj prispevam, se kar obrnite na mene. Evo, hvala. Hvala tebi, Andrej. Nastja, še tvoj pozdrav in zaključimo ter povabimo udeležence na naslednje dogodke. Ja, jaz bi samo želela pokomentirati, ne, da zdaj verjetno ljudje razumejo, da čeprav to konferenca o kreativnosti, ne bomo tukaj zdaj govorili o izumih, kako priti na Luno, ampak pravzaprav kako omogočiti ljudem, da so najprej vključeni, engaged, in potem engage kot zavzeti. In prvi korak k temu je ravno psihološka varnost, rezultat tega pa je, da ljudje razmišljajo s svojo glavo. Tako da mislim, da smo dobro prebrodili prvo od 12 postaj tokratne konference. Kaj bo pa druga, povej? Ja, že danes zvečer nas čaka serijski podjetnik Jani Pravdič s temo agilnost v teh negotovih časih, ne? Kako torej biti bolj agilni, kako živeti agilnost v svojem vsakodnevnem življenju. Vabim vas ob 8. uri, da se spet priključite na enega izmed kanalov Pozitivna psihologija za boljše življenje. Evo, zdaj se pa, kar izvoli, Nastja. Samo da se več ne zamuditi, ker vas bo zgodba osupnila. Res je nekaj posebnega ta fant. Čudovito, srečno in se vidimo. Mi v prvem omrežju. Telekom Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.